Jaz si želim, da vam je bil film res zelo všeč. Predstavljam si, da je bil tudi zelo všeč Denisu Valiču, našemu zadnjemu gostu. Kot sem že rekla pred ogledom filma, sem zelo vesela, da imamo za konec našega abonmaja gosta, ki je res po mojem mnenju eden največjih filmskih poznavalcev zgodovine filma, nekoč eden od najaktivnejših sodelavcev Slovenske kinoteke, tudi eden tistih ljudi, ki so v 90-ih letih bili najožji sodelavci Silvana Furlana, človeka, ki je postavljal Slovensko kinoteko. Tako da, Denis, jaz bi ti kar predala besedo, par tvojih misli o filmu Agnes Varda, o ljudeh in vaseh. Hvala za vse te lepe besede. Nič lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz se pridružujem Ingrid in res upam, da vam je bil ta film všeč, ker se mi zdi, da nekako pokaže en drugačen pristop, ki ga ubere običajno recimo temu avtorski film v primerjavi s Hollywoodom. No. Če pač Hollywood vedno išče te neke junake, ki izstopajo, ki so neki super junaki, ki izstopajo zaradi nekih junaških dejanj, velikih dejanj, večjih od njih samih, pa vidimo, da se avtorski film običajno, vsaj od Novega vala dalje, se pravi pač tistega gibanja, ki ga je v Franciji začela na nek način tudi Agnes Varda, obrača k tem malim ljudem, ljudem, ki bi jih v nekem običajnem življenju, ko bi jih videli na ulici, bi se nam zdeli morda tečni, kot recimo tista gospa v teh hišah rudarjev, ki preprosto noče iti iz tega svojega stanovanja. Ampak avtorji tovrstnih filmov nam pokažejo, da ta njihova dejanja niso dejanja neke tečnobe, neke nečimrnosti, ampak preprosto nekega dejanja upora. In se mi zdi, da jih predstavi res v neki drugačni luči, nam jih razkrije, nam pokaže delavce, nam pokaže njihovo solidarnost, odpravi se v kraje, kamor običajno ne hodimo in nam vse te stvari pokaže na povsem drugačen način in jih hkrati na nek način vtisne zavedno v ta naš kolektivni spomin oziroma v zgodovino. No. In to mislim, da je pač ta neka poseben značaj oziroma posebna lastnost filma o ljudeh in vaseh, ne nazadnje že sam naslov tak, da preprosto, mislim, tako generičen se mi zdi, pa hkrati tako specifičen. Ja, poetičen. Denis, pa bi te za uvod sam bi te prosila, no, tako za par besed o Agnes Varda. Rekel si že, da je morda ona s svojimi filmi celo začetnica, neka napovednica novega vala, tega znamenitega obdobja v francoskem in evropskem filmu. Mogoče danes se res govori o njej kot o babici novega vala, ampak v času, recimo še takrat, ko sem jaz začenjal v kinoteki nekako spoznavati zgodovino filma, so bili kot tisti začetni predstavniki novega vala v vrsti samo moški. Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Romer, Alain Resnais. Ona je bila pa nekako sicer omenjena, ampak vedno na kakšnem zadnjem mestu ali pa celo izpuščena. In mislim, da je to res ena velika napaka, no, ki je naredila uradna zgodovina filma, ker namreč prav ona je tista, ki je leta 1955 s svojim prvencem La Pointe Courte, to je v bistvu ime enega kraja obmorskega v Franciji, pričela s tem drugačnim pristopom k filmu. Se pravi nekim studijskim filmom, kjer so neke izumetničene zgodbe v njem, ampak preprosto se odpravlja z ekipo igralcev med običajne ljudi in posnela izrazito novovalovsko, se pravi drugačno zgodbo o ljubezenskem paru, ki ima težave in se zateče v neko tako preprosto okolje vaško in s tem kontrastiranjem para in pa prebivalcev te vasi vzpostavlja pač eno sliko, pokazala, da niso samo junaki filma na nek način tisti, ki imajo neke življenjske težave, ampak da so te težave povsem enake težavam, ki jih imamo pač običajni ljudje. No. Kasneje, ona je pač začela s fotografijo, no, in to se pri njenih filmih tudi mislim, da precej opazi, ker da zelo velik poudarek na samo podobo. Ampak hkrati pa nekako odstopa od ostalih avtorjev novega vala, ker je njene pripovedi so običajno
niso tako strukturirane, niso tako dosledne recimo v tej pripovedi, kot so od ostalih avtorjev. Ona je nenazadnje tudi vedno govorila, da je njen glavni pripomoček pri delu naključje oziroma sreča, ki jo pač ima pri izbiri igralcev, pri izbiri prizorišč, pri samem poteku zgodbe oziroma pač tistem, kar se odvija na prizorišču snemanja. Da je nekako to je vodilo, pač ta srečanja naključja, da so vodila ne pa neka premišljena, artikulirana delo, ki pač začne pri scenariju, montaži, poteka zelo dosledno po nekih pravilih. No. Vedno se je nasprotju z moškimi, recimo s fanti, Romerjem, Godarjem in ostalimi, se je nekako, oni so se bolj v to neko družbeno-politično sfero obrnili, ona je pa se obratno obračala predvsem v intimo, v lastno subjektivnost, preko lastnega doživljanja sveta je nekako pač pripovedovala te zgodbe. Hkrati se je izrazito posvetila temam, ki so bile takrat povsem nove, sicer nekako v skladu s takrat vzpostavljajočim se feminizmom, ampak dala je dejansko ženskim likom prostor v filmu, tisti osrednji prostor. Ženske so bile seveda že prej v filmih prisotne, ampak predvsem kot nek dekorativni dodatek, niso imele pač tiste osrednje vloge, glavne vloge. No. In mislim, da je pač ona, recimo s filmom Cleo od 7 do 5, ki predstavi igralko, filmsko igralko, ki čaka nestrpno, nemirno oziroma tesnobno na izvide pač bila je pri onkologu, no, ali ima raka ali nima. In nam nekako predstavi ta lik, se pravi neke ženske, ki je na videz zelo uspešna, ki je lepa, v tem drugačnem prizoru v življenju, se pravi v nekem tesnobnih momentih, ko zavrača tiste običajne koketiranja z moškim svetom, ko gleda na drugačen način svet okrog sebe. Hkrati pa nam je pokazala eno zelo lepo panoramo, recimo Pariza tistega časa, hkrati s tem filmom. No. Pomembni so seveda v njenem opusu poleg igranih filmov, tudi dokumentarni filmi. Jaz mislim, da je bil prvi in tak najbolj znan, s katerim je tudi predstavil mednarodni javnosti pobirkovalci in pobirkovalka. Se pravi, zopet vzela je svojo kamero, takrat mislim, da prvič delala tudi z digitalno kamero. Ona je bila zelo pozorna na tudi te tehnične spremembe v svetu filma. Vzela je digitalno kamero, se odpravila med zbiralce teh drobnarij, starin, te ljudi, ki so preprosto zbiratelji, na nek način tudi sebe predstavila kot zbirateljico, ampak zbirateljico podob. Zdaj v zadnjem času se pa nam predstavlja s temi nekakšnimi portreti, kot je recimo, se pravičujem, Agnes na plaži, pač eden tudi takih zelo autorefleksivnih filmov. Agnes Paranjes, ali kako je že bil tisti tudi, ne, to je tale, ja. In pa seveda tale o ljudeh in vseh, ki ne nazadnje govori zelo veliko tudi o njej in o ljudeh oziroma njenem pogledu na svet in o ljudeh, ki so bili zelo pomembni. Ne, če se spomnite ta prizor, ko se odpravita na obisk k Jean-Lucu Godaru, se pravi pač temu veliki figuri francoskega novega vala, kjer nekako evocirate spomine ob tem grdem dejanju, ki ga stori Godard, se pravi, da ga ni doma, da jih je nekako zavrnil, na svojega moža Jacquesa Demija, s katerim sta prav tako posnela nekaj filmov. No. Tako da jaz mislim, da tukaj to je res lepših momentov filma tudi. No. Zdaj mogoče samo še besedico o Žijaru. Jaz moram priznati, da do tega filma ga nisem poznala, čeprav ima v Franciji status skoraj ikoničnega fotografa že, kljub mladosti, zdaj je star 35 let. Ja, jaz tudi moram priznati, da sem zanj prvič tokrat slišal, no, ampak malo sem pogledal in je res, to je pač eden tistih ustvarjalcev, ki se je nekako, ki je vedno, ki ni nekako sklepal kompromisov in šel v to uradno umetniško produkcijo oziroma pač recimo pristajal na to, da bo delal stvari, ki so všeč galeristom in jih poskušal prodajati, ampak je začel s tem, da je svojo
dela, ne nazadnje to razvidno že samega kombija, no, s katerim potuje naokrog, da je pač preprosto delal na ulici vse skozi. Ne. Ali so bilo te velike fotografije, ki jih je plasiral na teh degradiranih območjih, recimo mesta, na območjih, kjer običajno naš pogled nekako zdrsi mimo, sploh ne opazimo, kaj se tam dogaja. On pa je s temi velikimi podobami pač zopet ne nečesa ekstremnega, nečesa drugačnega, ampak teh običajnih ljudi privlekel naš pogled in nas hkrati opomnil na to, da obstajajo tudi taki prostori v našem okolju, prostori, ki so degradirani, prostori, ki so na obrobju, na nek način v obrobju našega zanimanja, v obrobju interesa mestnih oblasti, državnih oblasti in ki so prepuščene propadanju, tako same recimo stavbe, tako industrijski objekti, kot tudi ljudje, ki delajo v njih oziroma živijo v njih. No. Mogoče bi zdaj po naključju, mogoče je tamle plakat o ljudeh in vaseh, ne, ki vabi na ta film. Zdaj, ta film je bil v Franciji res prava uspešnica. Sicer ima letnik 17, nekako prav pred 2 letoma je bil prikazan na Canneskem festivalu, dobil tudi nagrado za najboljši dokumentarni film festivala, potem naslednje leto je bil francoski nominiranec za Oskarja in tudi prišel v izbor 5 najboljših dokumentarnih filmov, kar nas najbrž ne čudi, a ne? Ampak bi vas pa opozorila na to, no, pa Denis mogoče iztočnica, na plakatu je tole Agnesino oko. In sploh oko, pogled, očala, res veliko se dogaja v filmu okrog tega. Ja, ne vem, če se spomnite, mislim, da nekje na začetku filma, ko ona dva potujeta po tej pokrajini, pripovedujeta to njun začetek, recimo njune skupne poti. In Agnes omeni, da je najprej opazila njegova dela oziroma sploh zvedla zanj, ko je videla na teh velikih cisternah, ne vem, ki so v nekem industrijskem okolju, te velike oči, ki so bile. On je sicer to slikal, pač ne vem, en model je mogel imeti. In je prav zanimivo, da se ta moment ponovi potem tudi na plakatu, ampak tokrat niso to neke anonimne oči, ampak so prav oči Agnes Varda oziroma oko, kar mislim, da nekako poudari tudi ta moment, osrednji moment filma, se pravi gledati, opazovati, usmeriti pogled tam, kjer pač običajno ne seže. In mislim, da je res ta moment s tem plakatom nekako doživel še eno dodatno promocijo. No? Pač izstopi, postaneš pozoren nanj, se začneš spraševati, kaj pravzaprav to je, zakaj to je tukaj. No? Tudi ponudita eno tako zelo lepo interpretacijo tega mogoče najbolj znamenitega kadra iz zgodovine filma, iz Buñuelovega andaluzijskega psa v tem kontekstu. Tudi ta kader potem, vse jasno, tako ga vidiš nekako drugače. Ja, seveda, mislim, prerezano oko ni samo pač ta grozni moment pač nečesa, nekega tujega objekta, ki seže v tvoje neko organsko tkivo, v tvoje telo, ampak gre res za prečenje pogleda, za poseg v pogled, za to, da nam stvari, ljudje, države, oblasti, internet in nazadnje, vsi na nek način posegajo ta naš pogled in ga usmerjajo, poskušajo nekako manipulirati z njim in pač moramo pa imeti odkrito oko oziroma pač odprte oči in gledati povsem sami, no, sami usmeriti pogled in mislim, da je tudi to nekako sporočilo tega filma, no, da pač enostavno moramo z odprtimi očmi hoditi po svetu in dovoliti, da te oči vidijo. No. Zdaj, preden dam besedo vam, ne, bi mogoče samo še za hip se vrnila k Žanu Liku Godarju, ker bolj, ko gledaš ta film, nekako skoraj se ti potem zazdi, da je on že tretji glavni lik v tem filmu. Zdaj, Agnes je, mislim, da 2 leti starejša bila od njega, spoznala sta se na nekem festivalu konec 50. let. Ona je tam predstavljala svoje kratke filme, on je bil pa takrat še novinar, kritik, poročal je za Cahiers du Cinéma, tako se je njuno znanstvo začelo. Zdaj v nadaljevanju, v začetku 60. let nekaj tudi slišimo v filmu, a ne, tudi je en odlomek iz Godarjevega filma, ne pravzaprav ne tako, ja, en odlomek iz njegovega filma, film v filmu, tak kratek kader je not. Meni se je zdelo še posebej zanimivo, no, tudi za nas Slovence, da je vključila to sceno iz Louvra.
To sceno, ko jo z vozičkom J.R. z vso hitrostjo vozi, a ne po Louvru, to je zdaj seveda remake slavne Godardjeve scene iz njegovega filma Tolpa, kako že, posebna banda. Banda party je naslov na slovensko, ne vem, kako bi naslov prevedel. Zdaj pač zanimivo se mi zdi, ne, to sem včeraj slučajno videla, da to je bil eden najljubših filmov Matjaža Klopčiča, tudi ne po naključju. On je leta 61-60 bil Godardjev asistent pri snemanju tega filma. No, to mogoče je ena taka stvar, ki nas še bolj poveže, no. Ampak Godard se potem tukaj v filmu nadaljuje do te poti v Švico. Je bila sta ta tesna prijatelja preprosto. Res sta začela skoraj da skupaj to svojo pot v svet filma. Bili so dobri prijatelji, tudi družinski, pač Jacques Demy, mož od Agnese Varda in Godard so celo skupaj odhajali na počitnice, ker mislim, da je tudi v filmu en moment omenjeno. Celo Ana Karina je bila zraven, pač Godardjeva takrat spremljevalka in so se hecali nekako z njej, ker ona je bila tista edina, ki ne vedela nikoli kaj početi in je to tudi javno izražala, vsi ostali pa so ali brali ali pač nekaj delali. Ampak Godard si nekako očitno distanciral, on je vedno poskušal biti ta glavni obraz francoskega novega vala, ta najpomembnejši mož in mislim, da je mu šlo verjetno malo vnosno preprosto dejstvo, da je Agnès Varda v zadnjih letih postala veliko bolj priljubljena, prepoznavna kot pa on sam. No. In da je s svojimi deli tudi veliko bolj uspešna in jaz ne vem, kaj je bil razlog temu njegovemu dejanju, da pač jo najprej povabi, predstavljati pač prihode njune, na to pa celo jo ne sprejme, ampak pusti prazno hišo, kar je Agnès seveda zelo prizadelo, no, kar pač tudi vidimo v filmu. In, ampak mislim, da je to pač ta resentiment, ne vem, kaj bi rekel. No. Mogoče tudi povzroči tisti ključni moment filma Vsej zame, pač to Godardjevo dejanje, a ne, potem tam na obalah Ženevskega jezera, tisti res tako, no, mogoče. Tisti je prvi moment, se mi zdi, ker je prav ujeta neposredno, pač to, sicer vedno sta zelo srčna v vsakem momentu, ko pač hodite naokrog, ampak tukaj prvič Agnès, jaz mislim, da je čisto nezaigrano, pa zajočeno in je tu vidimo nekako, da je res ta vez, ki je imela z Jacques Demyjem, bila zelo pomembna za njo. No. Ja. Zdaj pa, kako ste pa vi ta film videli? Jaz moram reči, da prvič sem ga gledala, ko je bila ona še zelo živa, drugič zdaj, ko je dobra 2 meseca pokojna, ampak vsakič sem ga gledala na drug način, no, ampak vedno sem se kljub temu zelo zabavala v vseh teh nekih razmislekih, tudi o starosti, o smrti, zelo se lepo ujameta. Tako, no, povejte mogoče malo še kakšne svoje misli. Meni osebno je bil zelo všeč tudi ta moment, no, da preprosto se znajde ta mlad človek, ko je na začetku svoje poti v 30 letih in z eno gospo, pač, ki je res ne na koncu svoje poti, ona je bila še zelo vitalna in ustvarjalna v tem momentu, ampak da najdete neko skupno točko. No, in to se mi je zdelo pač ena stvar, na katero preprosto pozabljamo danes, da je pač dejansko možen, ne samo da govorimo o neki politični korektnosti, o neki medgeneracijskem dialogu, o sodelovanju, ampak da je dejansko to možno izpeljati, se mi zdi, no, in pač pokaže, da lepo. No. Ja. Ja, izvolite. Hvala lepa. Ko ste govorili o vidu in o očeh, sem bila pozorna, da je ona med filmom imela operacijo katarakte, sive mrene, ki pa očitno ji ni povrnila vida, ker so ob tem odkrili degeneracijo makule, ne, to se pravi očesnega ozadja, in bo morala vsak mesec na injekcijo, kaj pa je, jaz imam bolezen in skozi se ta vid prepleta, ko ona tudi želi in ga spodbuja, da bi snel temna očala, ne. Tudi ne ve, kako on vidi, ampak ona očitno vidi slabo, ker na koncu, ko on sname očala, je motna slika, ne, tako se mi zdi tudi tukaj sta povezana, ne, imata oba neko
v zaznavi en tak Ja, pa krati se mi zdi, da to pokaže nekako, da je pogled do bojih, da se ne smemo, oziroma da si moramo drzniti priznati, da je lahko pogled od vsakega oziroma oči drugačni. No. Da eden pač lahko, tudi če imaš napako, da to ni usodno. No. Tako in tudi, da seveda gledamo srcem, ne, to je bistvo. Ja. Hvala. Ja, sej sam na kratko. Lepo se mi zdi, kar rečete, da je to najin film, ne, najin film. Dva avtorja, avtori si ponovadi bolj konkurirajo kot ne, tle pa še fotografija pa film, ne, in to naredi nekaj skupnega. Tudi mali ljudje postanejo veliki ljudje. Henrik Cartier-Bresson, velik fotograf, je pokopan na najmanjšem pokopališču, tako da od tukaj lahko filozofijo naprej razvijamo v življenju. Hvala. To se je čudovito povedal, ja. Mislim, da je res, ne, da je pač en tak, pa tudi ona dva, no, se mi zdi, da brez pompa, Henri Cartier-Bresson je bil pač en največjih fotografov v zgodovini in ta način preprost, brez neke pompoznosti, brez nekega slovesnosti, obrednosti, ko se odpravite na pokopališče in preprosto položite tisti kamenček na grobnike, se mi zdi tudi en res lepih momentov tega filma. No. Gospod, vi ste tudi fotografa, ne? Ja. Jaz sem upokojen fotograf, ampak sem 10 let delal za elektrogospodarstvo in sem hodil tudi po teh objektih, ki jih nikoli ne vidimo, pa niso tako slavni, tako da me te prizori iz pristanišč impresionirajo, res, kaj je ta fotograf naredil. No, hvala. Tudi ta prizor s plaže, ne? Ki je ob tej plimi, ob tem zavedanju, da je to res en izjemen trenutek, ampak zdaj ga imamo pa vsi, ne? Mislim, to je tisto, ne? Odpravite se na plažo v trenutku, ko noben ne bi šel na plažo, ko je megla, ko je veter, ko je očitno zelo mraz, ker sta oba zelo oblečena in ustvarite enega res lepših prizorov, kar sem jih videl v zadnjih letih. No? In to je tisto čudovito, no, se mi zdi. Jaz imam pa samo eno vprašanje, široko. Ta razvoj francoskega filma, mi se vsi, naša generacija, spomnimo slavne Brigitte Bardot, pa Simone Signoret in tako naprej. Film je bil zmeraj francoski nekaj posebnega. Poseben pa v tem času zdaj, ko prevladujejo ti amerikanski filmi, po eni šabloni narejeni. Jaz se pogovarjam z dostimi ljudmi, vsi iščemo te francoske filme, ker oni prinesejo vedno nekaj posebnega. En posebno problematiko s posebnimi ljudmi, da nikoli nimate občutka, da vi gledate film, ampak se vam zdi, da se v tem resničnem dogajanju. Če bi lahko malo povedali o tem, od kje izvira zdaj ta nov pristop francoskega filma, ne, daleč od Brigitte Bardot pa od ostalih, ki smo jih poznali takrat. Hvala lepa. Hvala vam za vprašanje. Mislim, da je preprosto to posledica dejstva, da je film v Franciji, da ima posebno drugačen status kot ima pri nas. Pri nas se na film še vedno gleda kot na neko ustvarjalno področje oziroma umetnost, ki nima enake teže kot recimo literatura ali pa gledališče. Medtem ko Francozi imajo film od nekdaj, od samih začetkov, ne nazadnje sta pač prav brata Lumière, tista, ki sta nam podarila pač film kot umetnost. Ima res eno posebno mesto. No. In mislim, da jaz sem, recimo eno anekdoto povem, ko sem hodil še na festivale malo bolj vredno, ko nisem vedel, ko pač nisem poznal avtorjev, nisem poznal naslovov, si je bilo moje načelo to, če ne veš kaj gledati, pej gledati francoski film. Ker sem vedel, da bom videl pač nekaj dobrega preprosto. Tako kot ste rekli sami, znajo pristopiti zgodbi, poznajo svoj poklic, so namreč izjemno dobri, tako tudi z tega obrtniškega vidika in pa predvsem se mi zdi, da so zelo srčni ljudje. No. In to je pač tisti moment, mislim, da se pravi in sam status filma, ki ga ima v družbi, se pravi, da ga vsi gledajo, da ga vsi sprejemajo in pa ta neka srčnost, ki pride zelo na dan pri Francozih. No. In pa seveda dejstvo, da še vedno, pogledajte, še vedno njih umetnost, ustvarjalnost jih še vedno zelo intrigira. Vsi berejo, vsi hodijo v gledališče, ne bom rekel vsi, no, ampak dosti ljudi. No. Pri nas je pač to postalo bolj izjema kot pa pravilo. No. Jaz mislim, da je. Zato so pač večplastni razlogi, oziroma razlogov je več, ampak to mislim, da so eni ključnih razlogov. No.
Ja, Francija je res tudi malo večja in predvsem pa je njihova kinematografija veliko večja. Oni letno producirajo, mislim, da okrog 200 filmov, če se ne motim, celovečernih. V primerjavi z našimi 5 je to nezamisljiva številka. Poleg tega oni imajo posebne državne sklade, ki vlagajo oziroma ki namenjajo denar mlajšim režiserjem, avtorjem, ki še niso uveljavljeni. Zaradi tega lahko veliko mladih igralcev, mladih ustvarjalcev pride zraven in naredi svoj film. Pri nas pač žal se čaka tudi po 10 let, da če narediš že prvi film, da priješ do drugega. Zato pač se mi zdi, da se nekako, pa tudi zbor seveda je pač toliko manjši, no, preprosto. Jaz mogoče bi sam tokle še dodala k temu. Film, ne samo vse to, kar si ti povedal. V Franciji, jaz sem enkrat imela priložnost, so me pač spet kot novinarko povabili na eno predstavitev francoskega filma, ki jo imajo vsako leto v začetku januarja, Rendezvous with French Cinema. No, in to je bilo 5 dni v Parizu, gledali smo filme, imeli smo možnost pogovarjati se s slavnimi ustvarjalci in sprejel nas je tudi zunanji minister in gospodarski minister, ker v Franciji je to povezano. Kultura, zunanja politika, gospodarstvo, frankofonija, oni zelo veliko dajo na to prek filma, oni tudi nekako širijo svojo kulturo. Film je pri njih tudi gospodarska panoga, ne nazadnje so imeli v zadnjih letih tudi ogromno nekih filmskih uspešnic. Pa še to sem hotela reči, ker sem se ravno vrnila s Canskega festivala, kjer je bila na tem neskončno velikem plakatu nad filmsko palačo ravno Agnès Varda. To, če niste pogledali, mogoče doma pogooglajte poster Cannes 72. festival. Agnès Varda, malo stilizirana sicer, stoji na hrbtu enega snemalca in kuka vsa mehna, drobna, mlada skozi kamero, tako odločno. No, ampak to sem hotela reči, odlični novi francoski filmi. Letos je bil festival tako v znamenju francoskih filmov, nedvomno v tem naslednjem abonmaju bo tudi kakšen od teh filmov, tudi 2 nova mlada režiserja, Lach Li, režiser maroških korenin, je posnel Nesrečnike, film v tem istem prostoru, kjer je Hugo mnogo prej napisal Nesrečnike. Lach Li pa je posnel zdaj film v teh novih sodobnih nesrečnikih. Potem spet ena mlada režiserka senegalskih korenin, Mati Diop, je pa v Senegalu posnela film, spet prvenc, krasen. Prej od zunaj sva se pogovarjala, Céline Sciamma, en tak zelo umetniški film, tako že za pol abonmaja, no, naslednje leto, nekih francoskih res odličnih filmov. Ja, izvolite. Meni se je pa zdela zelo tako vtisna, da bom po slovensko govorila, ona fotografija, ki je čez noč izginila. To se pravi, pogled umaknemo, ampak v naši notranjosti je pa še. Jaz ga še zdaj vidim, ne, in mislim, da bom to najbolj čutila tega. Tudi jaz sem takoj začutila, da je kot neki nezibelki, sem rekla, kot maternici, ko nosi ženska, kar sem pač režiserko in tako. In to je ta moč, ki ima človek pogled. In kamera je naš pogled, ne? Tako da ta vtis mi je pa danes izredno veliko prinesel, tako da sem temu detajlčku zelo hvaležna. Jaz mislim, da je to ta drugačen pristop k filmu. Recimo v Evropi se avtorji na neki podobi ustavijo in dovolijo gledalcu, da to podobo ponotranji. Medtem ko pa recimo hollywoodska produkcija sodobna pa samo drsi po tej zgodbi od začetka do konca in vodi gledalca, niti nima časa, da bi razmislil, kaj se je prav zgodilo, se zaradi tega govorimo, da imajo hollywoodski scenariji toliko lukenj, toliko nedoslednosti, toliko nerazumljivih momentov, ker je važna samo zgodba. Tukaj je pa važno res tisto, kar je pred tabo, tista oseba, pač neko občutje, ki ga ob tem zbudi podoba in seveda pač to, da gledalec te stvari ponotranji, kar vidi na platnu. No. Tako da se zelo lepo povedala to. No. A rečeva, Denis, še kakšno besedo o barvah, ker ona tudi sama tako v filmu večkrat reče, pa sploh, no, začela je s črno-belimi filmi sicer, ampak barve so tudi ena taka njena značilnost, tudi njena zunanja značilnost, a ne, ta njena frizura je njen zaščitni znak, tudi obleke njene.
Ona je očitno zelo obsedena z barvami. Po mojem tudi to razlog, da je posnela ta res neverjetno lep dokumentarec o ulici, v kateri stanuje. Tam res pride ta barvitost tega okoliša njenega, tržnic, vseh barv, ki so na tržnici, hiš, ki so pobarvane na tisoč mogočih načinov, tako da je izraza. In mislim, da je res ta moment barv, kontrastov, predvsem barvitosti življenja, no, je bil zelo pomemben in da se je pač mu posvečala zelo, no, na nek način. Zdaj mogoče sam še to nekaj še o tem odnosu njunem, ne, veliko smo že rekli, to se mi zdi zanimivo, o Žijaru se pravzaprav ne ve zelo veliko, ne. Zdaj, če ga poskušaš malo o njegovi biografiji izvesti, ne izveš prav veliko, no. Tako malo skrivnosten avtor je, zato se mi zdi ta moment tukaj v filmu, ko gresta k babici, ko vseeno malo zaslutimo, kdo je Žijar, od kod on izhaja, tako še ena nadgradnja, ne, tega, tako res ta drugmu prišla zelo blizu. Da se ta moment, da ima on se skozi nosi ta sončna očala, ki na nek način na prvi pogled deluje tako malo snobovsko skoraj, da, no, pač vedno ta sončna očala. Godarjevsko. Ja, godarjevsko, recimo. Ampak ne vem, mislim, da je bilo v filmu, ko jih prvič sname, oziroma ko mu jih ona da dol, skoraj da nasilo, no, se vidi, pač on ima očitno zelo občutljive oči, zajoka, no, pač preprosto solze mu začnejo teči iz oči. In mislim, da je ta očala bolj kaže na to, da gre za eno zelo senzibilno osebo, ki se za tem zidom nekako, oziroma zato to mu skriva in pač svetu noče pokazati vsega, kar doživlja, zato pa pokaže to preko svoje ustvarjalnosti, no. Ker on je pač res, kakor sem jaz izvedel, zrastel na ulici, delal na ulici, v ulici tudi vrača zdaj na ta način, no, s tem, ko pač te svoje umetnine na zidove, na pročelja razpadajočih hiš, na silose in podobne stvari pač lepi, no, tako da. Preden gremo na počitnice pa na morje, mogoče še kakšna taka misel. Denis, ti mogoče? Nič, jaz bi predvsem rekel, da no, res me zelo veseli. Vedel sem, da je uspešen ta program, ampak zdaj, ko vas vidim tolikšno število tukaj, me še dodatno veseli, da vidim, mislim, razlog, ki ga včasih ljudje navajajo, da niso več aktivni, da pač starost, leto pridejo težave, ostanejo doma, ne morejo več ven, meni se pač to ne zdi preprosto opravičljivo. In mislim, da je to, da vas vidim tukaj v tolikšnem številu, da ste še vedno tako aktivni in živahni, da sprašujete, da gledate, da vidite stvari, se mi zdi pač res ena krasna stvar, no. Tako kot Agnes, ki se s to temo ni ukvarjala, ne? Ja, Denis, hvala lepa, to je res bil en tak lep zaključek, jaz vam želim veliko dobrih filmov, zdaj bomo šli ne v letni kino, ampak v polletni kino, to nas naši lektorji na radiju so nas letos opozorili, da po vseh letih moramo na radiju zdaj začeti paziti polletni kino. Tako da veliko dobrih filmov vam želim, se vidimo, bi se vam pa res rada še enkrat zahvalila za te 2 leti. Saj sem že prej rekla, ampak meni je bil res izjemen užitek biti tukaj in se pogovarjati, ker je res po ogledu filma z ljudmi, ki jih to zanima, se pogovarjati v filmu, res odpiraš nove plasti, no. Tako res ena taka izjemno dragocena izkušnja. Res vam želim lepo poletje. Enako. Tudi plaže, tako vse.